Danes predstavljam prav posebno rastlino, to je murva, nizka murva sorte Full Seasons, ki nas obdari s črnimi plodovi, in ta sorta je tudi brez kakšnih bolezni in škodljivcev. Kar je pomembno pa je to, da je nizka, sadimo jo lahko v vrt, zrasla bo do višine 2,5 metra, v dobrih tleh tudi nekoliko več. Jaz pričakujem kar 3 metre, mogoče tudi kakšnega pol metra več, tako da vidimo, da je sadika trenutno opraščena. Tako sadiko pravzaprav v spomladanskem času porežemo, izrežemo vse poganjke, ki so nizko. Tukaj imamo njeno različico, ki smo jo posadili v spomladanskem času, v posodo, tesno, in vse te poganjke bomo izrezali do osnove, grmasto se razrašča, pustili pa tam, kjer želimo, krošnjo, in na ta način bomo imeli kar največ od te rastline. Kar se tiče okusa, naj povemo, da ima specifičen, enkraten okus. Murve nikakor ne morete kupiti v trgovini, treba jo posaditi v svoj vrt. Kar pa se tiče samooplodnosti, naj povem, da je ta murva samooplodna, brez težav pa se opraši, in zato posadite samo eno rastlino. No, glavne prednosti, kot sem že rekel, so to, da je to nizka sorta, hitro rodi, nima kakšnih težav z boleznimi in pa škodljivci. Murva pa je pravzaprav v Sloveniji tudi zelo razširjena rastlina, uspeva tako na Primorskem, Dolenjskem, Beli krajini, Prlekiji, Štajerski. Včasih je bila pravzaprav bistveno bolj razširjena kot danes, veljala je tudi za hrana oziroma za sladkor bolj revnih ljudi. Tudi jaz imam zelo lep spomin na murvo iz otroštva, takrat sem skakal in plezal po velikih murvah, zdaj pa jih bom brez težav obiral kar stal, mogoče s kakšno lojtro, in na ta način se bom veselil pridelka, ki je pravzaprav zelo specifičen in ga nikjer drugje ni možno dobiti. Kar se tiče sajenja, vidimo, da smo skopali sadilno jamo, ki je pravzaprav globoka za lopato in pol. Spodaj smo dodali pest sadjarskega gnojila, vse skupaj smo že premešali, potem pa bomo posadili murvo. Kar se tiče sajenja, sadimo na približno isto višino, kot je bila sadika posajena v transportnem lončku. Transportni lonček najbolj enostavno odstranimo na ta način, potem pa spodnji del razrahljamo, nikakor ne trgamo, narežemo, tako se bo sadika dobro urasla v okolico. Vidimo, da jaz imam rajše sadilno jamo široko, tam 50-60 cm, pa tudi nekoliko globjo, ker je to ilovnata zemlja. V bolj peščenih tleh pa enostavno bo treba samo bolj intenzivno zalivati. Ponudimo je tudi sončno lego, lahko je tudi nekoliko zavetna. Prvo leto po sajenju pa seveda lahko ovijemo sadiko tudi s kakšno belo vrtno tkanino v zimskem času, drugače pa murva prenaša temperature več kot -20 stopinj Celzija, nima težav s tem, da ne bi preživela. Ko pa kupujemo sadike, pa seveda pazimo, da v jeseni ne kupujemo sadik iz južnih dežel, kajti tam les ne dozori dobro. Ta sadika je iz severnega dela Evrope, les je primerno dozorel in bo tudi enostavno preživela zimo boljše. Kar je še pomembno, v zimskem času pazimo tudi na zalivanje, to pa takrat, ko zime pravzaprav so suhe, brez snega, dodamo eno zalivalko vode na mesec. Takrat enostavno poskrbimo, da ima rastlina še nekaj vode, kar ti miruje samo takrat, ko je zemlja zmrznjena. Tudi kasneje, prvo oziroma drugo leto po sajenju, dokler rastlina ne razvije globih korenin, zalivamo približno v vročem poletnem času kakšno zalivalko ali dve na teden. Na ta način poskrbimo, da ni suše. Drugače pa potem, ko se rastlina razraste, razbohoti, to je tako kot pri otrocih, skrbimo za mlajše otroke, kasneje pa so pravzaprav samostojni. Podobno je tudi pri rastlinah. Kar se tiče rezi, sem rekel, da zdaj samo nekoliko sicer ne prikrajšujemo, to bomo delali konec februarja, marca. Poganjke
V mlado rastlino nikakor ne režemo prekomerno, pustimo, da se razraste, potem v rodnosti pa izberemo tiste poganjke, ki so pač optimalno razraščeni in kakšnega velikega dela z njo ni. Tako da, če želite domačo murvo, nižje rasti, to je sorta Full Seasons, jo posadite v svoj vrt, lahko jo posadite v atrij, lahko jo posadite tudi v recimo visoko gredo. Tukaj vidimo, da je eno leto rasla tudi v posodi, brez kakšnih težav, to je bil tak testen nasad. No, zdaj pa bo šla v vrt in tukaj bo pravzaprav tudi najboljše mesto za njo.